Hvala, ker ste prišli. Naprej se vam moram upravičiti, ker ne bom odpredaval nekaterih zelo aktualnih stvari, ki so v slovenski ekonomiji zelo uporabne. To je dejstvo, zakaj to nam naredili iz enostavnega razloga, ker ne obvladam tajkunske matematike, niti ne obvladam goljufivega računovodstva, še manj kaj vem o tem, kako sestavite finančno piramido, s katero goljufate ljudi ali pa vlagatelje. Zato se vam naprej upravičujem, niti ne znam povedati, kako umetno skuhate borzni balonček in nategnete celo vrsto vlagateljev. Tisto, kar bom jaz danes vendarle odpredaval, so pa strategije, kako vlagatelji na borzi tipično delajo danes. Pokazal vam bom 4 vrste analiz. Eno izmed teh analiz bomo tudi malo pogledali. Šli bomo tudi na eno borzno platformo, kjer bomo pokazali, kako poteka trgovanje v real timeu, z umetnim denarjem kupovali in prodajali in pogledali, kakšne strategije so na voljo. Te strategije, ki jih bomo obravnavali, so pa ena taka zelo osnovna matematika. Ampak večino traderjev to dela. Zdaj seveda lahko vprašate, zakaj pa niso analize bolj zapletene? Seveda so, obstajajo maksimalno zapletene, seveda obstajajo. Kakšen pa je izkupiček tega? Ja, vam lahko povem, da so nekje v 80-ih letih testirali 2 strategiji. Ta prva je bila, da so zadeve preračunavali, delali težko statistiko, ta drugo so pa opici zavezali v oči in dali v roko pikado, na pikado nalepali delnice in potem je opica metala in kamor je opica zadela, potem tisto delnico so kupili. In potem jih je bolj zanimalo, kaj naredi večji donos. Ali opica z zavezanimi očmi, ki meče pikado, ali matematiki in statistiki, ki zelo resno bolj zajemljajo. In seveda opica je pa bistveno bolj donosna v svojih poslovnih strategijah in borznih izbirah. Ok, zdaj preden začnemo čisto malo za okus teorije, kaj bomo počeli. Trgovali bomo z delnicami. Delnica je vrednostni papir, ki ga izda podjetje. Ali vemo, zakaj podjetje bi izdalo delnico? Podjetje ima nek projekt, rabi 100.000 evrov, da investira, ima na voljo več variant, ali gre po kredit, ali vzame svoj dobiček, izkoristi zadržan dobiček, ali pa razpiše delnice in jih uvrsti na borzni trg. In potem investitorji te delnice kupijo, denar pride v podjetje. In sfinancira se projekt. Zdaj, zakaj bi nekdo kupil tako delnico? Ja, 2 razloga sta. Delnica daje ponavadi dividendo. Dividenda je nagrada, ker ste kupili in postali solastnik podjetja, kupili njihovo delnico. To je eno, drugo pa, seveda vsak, ki kupi delnico, špekulira, da bo jutri cena višja in da bo po tisti ceni višji prodal. Razlika pa bo njegov dobiček. Spravi, tipično, če analiziramo donos na delnico in ga zapišemo takole, E pa R. Expected return, pričakovan donos. Pričakovan zakaj? Zato, ker špekuliramo v tem, kakšna bo cena delnice jutri. Zdaj, svet je pa negotov. Ne poznamo vsa stanja, ki se pojavljajo lahko, ne poznamo samo lahko približno njihove verjetnosti. Zato rečemo tisto, kar pričakujemo, da bomo imeli donosa. Je enako seštevku 2 donosov. Ta prvi donos je dividenda, ki jo da ena delnica za ceno P. Se pravi, kupimo po 10 evrov eno delnico, njena dividenda je 1 evro, donos, dividendni donos je 10%. Se pravi, to je eno. V angleščini se temu reče dividend yield. Ta prvi je pa špekulativni dobiček, ki je pa relativni izkaz in kaže, za koliko procentov smo pridobili z nakupom cene delnice. PT plus 1 minus PT s PT.
Ok. Kaj ta T pomeni? Čas, tukaj pri fiziki. Tole je špekulativni dobiček. Koliko procentov smo naredili donosa na to, ko smo kupili delnico po neki ceni P. Okay? Se pravi, špekulativni donos. To so dve stvari, ki zanimajo vsakega vlagatelja, ki gre na borzo. Hoče imeti čim boljšo dividendo, pa hoče jutri po čim višji ceni prodati delnico, ki jo je kupil danes. Okay? Ampak to ni samo ena zgodba. Ker je jutri neko negotovo, jutri je povezano z nekimi negotovimi stanji, pomeni, da obstaja možnost, da ti bo cena delnice padla ali pa narasla. Zato nas ne zanima samo donos pri delnici, ampak nas zanima tudi, kakšno je tveganje nakupa delnice. Povedan zelo kmetavzarsko, kakšna je možnost, da čisto vse zgubimo ali pa ful profitiramo. Tipično tveganje se finančniki zadovoljijo, da ga opišajo kot standardnim odklonom. Zdaj, dosti vas je tukaj še srednješolcev, ne se matrati s tem pojmovanjem, lahko čisto dobro skozi pridete kot opica, sploh ne veste, kaj je standardni odklon. Ja? Ampak, dajmo še to reči. Zdaj imamo dva odločitvena dejavnika. Eden je pričakovan donos, eno je tveganje. Kako to skupaj spravimo? Zelo enostavno je, naredimo eno takle graf, pa rečemo, tukaj je tveganje, tukaj je pa donos. Tukaj donos, ki je sestavljen iz tega, da realiziramo višjo ceno delnice, pa dividendni donos naredimo. Razdelimo tole na 4 sektorje. Martin, upam, da naš crknil dolgočasje, kako je petič, vidiš tole moja izvedbo. Ok, in naredimo 4 kvadrante in jim zapišemo. Če je koordinatno izhodišče, se tveganje povečuje v tej smeri, donos pa v tej. Okay? To je bliženo vsem jasno, smo že nastopati videli pri srednješolski matematiki. Tukaj je področje nizkega tveganja. Okay? Tukaj in nizkega donosa. Kaj to pomeni? Zelo malo profitiram na vložen denar, ampak je praktično zelo gotova zadeva. Ne bo mi zanihal jutri, moja naložba mi ne bo zelo zanihala. Tukaj je visoko tveganje, nizek donos. Okay? To so one budaletine, ki vozijo po avtocesti z 250. Njihov donos je kaj? Je, da jo 3 sekunde prej prišli, kaj pa visoko tveganje je, da se ubije za prvim ovinkom. Potem imamo klare področje visoko tveganje, visok donos. Okay? Koliko ste videli igrati ruleto, imamo kvadrantov. Zelo malo možnosti ima, da ima zadane, ampak lahko velike donose zadane se da, če veliko vložiti. Tukaj imamo področje nizko tveganje, pa visok donos. Okay? Zdaj tipično, kako se naše strategije razpršijo. Od teh 4 kvadrantov enega lahko zagotovo izločimo. A je kakšen za izločati? A si kdo želi za zelo nizek donos za visok tveganje? A si kdo želi vložiti 100.000 evrov, pa da potem 1 cent dobi ali pa vse zgubi z enako verjetnostjo? Ne, tole lahko pozabimo. Zdaj, a poznamo kakšne, ki radi uhajajo v nizka tveganja, pa malo nizke donose? To so večinoma naše babice, ki imajo denar v štumfu pod poslo. Nič ne tvegajo, donos je pa edin, koliko se v času spreminja vrednost denarja. Okay. Visok donos, nizko tveganje, a je kdo v razredu, ki se tega ne bi polotil, da dobimo ful velik denarja za nič tveganje, mislim, da bi to vsi šli. Pa še par gamblerjev poznamo, ki so pripravljeni ful tveganje sprejemati, pa ful velik donos. Če bi tele točke nekako povezal, bi rekel, naša borzna strategija mora jeti čez te 3 kvadrante. In naši odločitveni parametri, ki so v donosu in tveganju, se bojo mogli nekako tukaj noter razporediti.
Zdaj, kaj je odgovor, kje točno ste na tej krivulji? Odgovor je seveda pri temu, koliko ste nagnjeni k tveganju. Bolj ste nagnjeni k tveganju, bolj sem boste prihajali na tej krivulji. Manj ste nagnjeni, bolj boste tukaj od spodaj. Okay? Zdaj se pa vprašamo, kaj pa zdaj, ko vse to vem, ko si mi zdaj povedal to teorijo, kaj boš pa zdaj naprej nadaljeval, in pa rekel, kako pa kupam delnico pakirov. Ja, obstaja ful veliko tehnologij. Pejmo pogledati. Tole, kar bomo zdaj videli, praktično zajame čisto vse trgovalne strategije, ki obstajajo danes na svetu in ki so uporabljene. In projektor, prosim, ne zamujaj, ne pobiraj nam odvečnega časa. Okay. In fokus. Prve vrste analiza je tehnična analiza. Kaj je njena poanta? Poanta pravi, dovolj je, če vemo, kakšne so zgodovinske cene, ki so jih dosegale naše delnice. V tej zgodovini je zajeto vse, kar rabimo o delnici vedeti, in iz te zgodovine lahko napovedujemo naprej, kaj se bo za ceno delnice dogaja. Ne rabimo ničesar drugega. Samo pogledamo na borzo, kakšne so številke in iz tega vlečemo zadevo naprej. Druga zgodba je fundamentalna analiza. Fundamentalna analiza v osnovi pove to. Tisti, ki delate tehnično analizo, ste navadni debili, opice in bebci. Ne morete kar gledati ene cifre zgodovinske, ker zgodovinske cifre povejo samo, kaj se je zgodilo v zgodovini, ne povejo pa, kaj se bi naprej lahko zgodilo. Fundamentalna analiza pravi, če hočeš res kaj vedeti o delnici, potem pa je tudi robovino podjetja. Poglej, kako so dobičkonosni, kakšni posli se jim odpirajo, kako obvladujejo stroške. Poglej njihova poslovna poročila, iz njih lahko sklepaš, ali bo šla cena delnice gor, ali bo šla dol. Ker, če so dobra poslovna poročila, bojo vsi hoteli tako delnico kupiti, vsi bojo hoteli kupiti delnico dobrega podjetja, kar pomeni, da bo cena naraščala. Če bojo slaba poslovna poročila, bo cena delnice padala. To je nekako intuitivno, zakaj bo padala, zato ker bojo vsi hoteli prodajati. Bojo rekli, kaj imejte to sranje od delnice, jaz tega ne bom imel. Kvantitativna analiza reče, no, vi ste pa res eni bebčki, delate se, da je svet popolnoma gotov in da znate vse napovedati. Svet je delač od gotovega, lahko vi hodite po cesti, pa vas strela zadane, ko vam zdaj pomagajo zgodovinski podatki, pa poslovna poročila. Nič. Tukaj noter pridejo oni hardcore matematiki. Naredijo maksimalno negotov svet, verjetnost se začne pojavljati, stohastični procesi, naključnostni procesi, postane to kompliciran, da lahko kozlate, ko to gledate. Jaz sem, na primer, bil na visiting student na Carnegie Mellon, sem prišel v razred, kjer smo imeli finance in sem rekel, ja, to pa nekaj vem. In ta prvo uro sem mi začel predavati o Itovi lemi. In jaz sem mislil, da bom bruhal, ker Itova lema nekaj ekstremno zapletenga je. In Itovo lemo so uporabljali tudi med drugim zato, da so pregledali, kako s pospeški raketa odleti v orbito. Jaz pa ne si zdaj predstavljam Itovo lemo pri napovedovanju bodočih cen opcij po drugih izvedenih finančnih instrumentov. Jaz sem mislil, da se mi bo zmešal. Ne samo, da besed nisem normalnih slišal, nisem niti številk vedel, samo neki dokazi pa leme so bili noter. Ampak to je drive, ki se zdaj počne. In ene par stvari je ful dobro deloval, Black-Scholes-ova formula, ki pa se je pol fantastično zlomila. Potem je pa še štirka pa prav, ok, kar neki, kar gledajte te vaše številke, to itak se skupaj nima veze. Pa mi delamo.
Mi počakamo, da pride poslovno poročilo. In v tisti sekundi, ko je poslovno poročilo ali pa ključna novica v gospodarstvu objavljena, v tisti sekundi mi že trgujemo, kupimo in v 2 sekundah prodamo. Ker največ skokov na delniških trgih se zgodi takrat, ko pride ena novica dobra noter ali pa slaba novica. Recimo v Ameriki spremljajo vsak 3. petek v mesecu novico o brezposelnosti. Če je več brezposelnih, je to indikator, da gre gospodarstvu slabo. Če gre gospodarstvo v povprečju slabo, je to tudi indikator, da bo šlo delnicam slabo in da bojo padali. In takrat se začne, ko se ta novica objavi, se začne masivno prodajati. Zdaj, kaj je težava pri temu? Težava je pri temu, da v prvih 4-5 sekundah mora biti vaše trgovanje zaključeno, kupljeno in hkrati prodano, ker tam je narejeno 90% vsega posla. Tega več noben človek ne more na rokah narediti. Poskusite vtipkati svoje ime in priimku v računalnik, pa se štopite, pa boste videli, da ne boste šli v 4 minutah čez, kaj šele, da bi kupili pa prodali 10 delnic. Zato imajo v bistvu avtomatizirano trgovanje z roboti, z avtomati. Pa to še hujš, nekateri so zelo dobro ugotovili, da že samo prenos podatkov prek Atlantika, naprimer, vam porabi par nanosekund, ki so ful koristne za to, da hitro vstopite in izstopite iz tržne strategije in vmes zaslužite denar. Imamo Slovence, eni mladi fantje, ki so naredili finančno hišo v Sloveniji in trgujejo na čikaški borzi in so ugotovili, da imajo problem z nanosekundami, kaj so naredili. V stavbi zraven čikaške borze so zakupili serverje, zato da imajo čim hitrejše trgovanje. In tista stavba je zelo zanimiva, ker noter ni ničesar, kot samo serverji vseh možnih finančnih vlagateljev celega sveta. Ok, zdaj pa, kad dekrep, gremo malo pogledati, kako izgleda trgovanje. In ko si bomo gledali, kako v osnovi sploh tole je, bomo mi kaj kupili pa kaj prodali. Ok, tole delali bomo na platformi Plus 500, ki je ena največjih na svetu. Lepota tega je, da lahko delate z umetnim denarjem. Prijavite se samo z username pa password in potem trgujete. In imate v realnem času se vam zadeve dogajajo. Sprav, to je Plus 500. Lahko greste pa tudi na ta prav denar, Sam, jaz vam toliko ne priporočam. Mislim, po moje ni opcija, da staršom vzamete kartico po nočke spijo, pa se greste bojaznike. Ok, vi kliknete klene, brezplačni prenos ali pa brezplačni preizkusni račun, odvisno, se hočete na računalnik, da na netu to delati. Jaz pa sem že prijavljen, grem na WebTrader, na preizkusni način, se odpišem. Ne. Rada ne pišeš? Ne pišem, dobro, fajn mi gre. Kakšen slovenski borznik sem. In smo odprti, in smo na borzi. Pazite na ure trgovanja, Amerika je seveda vzhodna obala 6 ur zamika, Se pravi, ko mi tole borze v Evropi zaključimo, v Ameriki jih dobro začnejo. Tam neka ameriška borza traja do 22. ure po našemu času. Kako zdaj to razgleda? Tukaj imate gor Forex, to je trgovanje z valutnimi razmerji. Tukaj imate surovine, borzne indekse in delnice. Trenutno smo na trgovanju dolar, naprimer evro-dolar. In vidite, v vsaki sekundi nam potekajo transakcije, stalno se spreminjajo cifre. Če imate cifro, spremembo rdečo obarvano, se dela minus, če imate zeleno obarvano, se dela plus. Pojmo recimo pogledati kakšno delnico. Zdaj bo aktualna ZDA, ste ostalo že zamrli. Pazite, če to delate, da greste na borze, ki so likvidne. To je borze, kjer se resnično kaj trguje. Ne tako, kot je slovenska borza, kjer se nič ne trguje. Ne vam povem eno šalo, kako so slovenski borzi trguje. Šala je malo mastna, ampak
In bom pač povedal, hodita dva voznika po cesti in vidita pred seboj drek, nič manj, nič več kot drek. In potem reče en voznik drugmu, ej, daj poživi tole za 50 evrov. On gleda, če denar poživi, okay? Ga izplača. Se vračata nazaj, vidita še en drek na tleh. In zdaj on, ki je jedel drek, dokazano je že jedel drek, rečete drugmu, zdaj pa ti to pojej za 50 evrov. Če denar je denar, pa še on poje. No in potem hodita naprej in začne pametnejši od njiju razmišljati. Čakaj, poslušaj. Najprej stisati 50 evrov mojih pojedel drek, pos mi pa vrnil teh 50 evrov, da sem jaz drek pojedla. Zdaj, drek sva pojedla, denar pa lih ni zamenil dva žepa. Kaj je bilo zdaj to? No, reče, ko se sekiraš, sva imela posla za 100 evrov. No, takih nelikvidnih bolj se izogibite. Ok. Recimo, kaj bi šli. Gremo v Facebook delnico pogledati, pa se danes kaj z njo dogaja. Evo, tukaj imamo Facebook. Prodaja se po 47 evrov, nakup je po 47,14. Nakup je vedno malo dražji od prodaje, vmes so še kakšni stroški zakodirani. Poglejmo, kako to izgleda. Tukaj vam piše, koliko enot morate najmanj kupiti. Kakšne imate premije. Tukaj je vzvod. Kaj je vzvod? Tukaj piše 1:20. Naprimer, da sem jaz tak klošar, kot sem, pa bi lahko v borzo dal sem 100 evrov noter. Pol, če 100 evrov not vlagam, tipični donosi so 10%, bi dobil ven 110 evrov, teh 10 evrov bi še davke plačal, pa na koncu zaslužujem 4 evre. Pa se to meni zdi malo za malo, pa jaz rečem, ok, hočem vzvod. Kaj mi pa vzvod omogoča? Dejansko oni, ki imajo v drugi strani neke finančne institucije, mi omogoča, da če jaz vložim 100 evrov noter, je vlaganje enako, kot da bi imel 2000 evrov. 20krat več denarja dobi. Dajo mi tehnično kredit. In jaz seveda, če naredim dober donos, zdaj na 10% na 100 evrov je bilo 10 evrov, na 2000 evrov 10% je 200 evrov. To je precej boljš, 20krat. In potem lahko igramo v bistvu z višjimi vsotami. Kaj je zdaj problem tega? Če sem res težek kreten, pa zberem 10.000 evrov, pa jih dam noter v navzvod 1:20 in se obnašam tudi, da imam 200.000 evrov, pa vse skuram v 3 sekundah, pač bom pa pod mostom živel naslednjih 60 let. S temi vzvodi se ni zaigrati. Mogoče se pol sami sebi zdite, da ste milijonarji, da obračate toliko in tokrat večji dar, ampak to ni začeti zelo pametno. Ok, zdaj pa vprašanje, imam ta Facebook, a nekaj kupam ali ne. Gremo se na tehnično analizo. Samo podatki in številke so mi pomembne. In tole gledam in nimam pojma absolutno, kaj bi naredil. Sanja se mi ne. Ok, pa pogledam zgodbe. Kot prvo, dva izraza sta full fancy, ki jih vsi ponavljajo, pa je brez veze. Vsi se delajo, da so pametnejši kot so, če jih uporabljajo. Vedno slišite long pa short. Long je nakup, kupite delnico, short je prodaja delnice. Dajmo tega le pogledati. Prvi je moving average. Kaj je moving average? Deseča sredina po slovensko. Ki vam kaže nekaj, kaj se čez zgodovino s cenami dogaja. Primerjali bomo ceno delnice, pa ta moving average. Kako moving average izgleda? Zelo enostavna osnovnošolska matematika. Recimo, da imamo klale dneve trgovanja. Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek. Pa cene, ki so bile dosežene v teh dneh. Zaključni vprašanje. Recimo 100, 110, 120, 130, 140. Če hočem, da deseče povprečje zračunati, deseče povprečje ali moving average, za te dni, bo to enako. Bo to kar 100 plus 110 plus 120 plus 130 plus 140 ulomljeno za 5. Zdaj, ker sem jaz prelen, koliko je to? 120
In to je naš indikator, ta prvi indikator. Zdaj recimo, da se začne naslednji teden, trgovalni teden ponedeljek, in cena doseže 135 evrov. Vse, kar naredimo, je primerjamo, kakšno je zgodovinsko povprečje z trenutno ceno. In ker je trenutna cena nad zgodovinskim povprečjem, gremo v nakup. Kje je logika tega? Smo nad zgodovino. Okay? Se pravi, se splača kupovati. Če bi bila cena pod zgodovino, bi rekel, zgodovina je dajala bistveno višje cene, kolikor nam ta trenutek jo daje, se pravi, mi prodajimo. To se sli smešno, ampak tale indikator uporablja približno 50% vseh borznikov. Sliši se pa smešno zaradi tega, ker indikator je nič posebnega ni, osnovnošolska matematika. Poglejmo, če imamo ta indikator. Gremo na plus 500, tole imamo označeno funkcijo fx, deseča sredina, jo vržemo noter, obdobje, koliko hočemo imeti zgodovine, tole je 10 dni. Potem imamo izbire enostavno eksponentno obteženo, to samo kaže, koliko fin je izračun. Tale je najbolj grob izračun, ko so samo plusi. To eksponentno je bolj fin. Damo v redu. Evo. Imamo že prvi indikator, da ne kupujemo ali prodajamo. Zdaj rekli smo, če je cena nad zgodovinskim povprečjem, potem kupujemo, sicer prodajamo. V našem primeru, jaz imam tukaj minuten trade, to je malo huda, 15 minut. Trenutno je kaj? Vijolična linija, ki je zgodovinsko povprečje, je nad trenutno ceno. To bi pomenil kaj? Tako je. Tega se hočemo znebiti, ker je trenutna cena pod temu, kaj nam zgodovina dajala v zadnjih 10 dneh. In to je prvi indikator. Gremo naprej pogledati, če še kaj še bolj tak, da ne zgleda to klovski, da sem se števano pa odšteval. Imamo Bollingerjev pas. Bollingerjev pas že zajema tisto, čemu se reče tveganje. Se pravi, koliko cena lahko odstopa od nekega zgodovinskega povprečja navzgor in navzdol. In to odstopanje je opisano z standardnimi odkloni. Zdaj, za osnovnošolce najbolj idiotska pojasnilo standardnega odklona, ker bodo neke mere držali, je sledeče. Tole, lejte, recimo, da hodam skozi naravnost, je kot da bi rekel, ok, v povprečju sem eno linijo izdelal. Zdaj pa, če bi bil pa pijan, pa bi tako pol te linije hodil, vsi te nihaji okoli linije opišejo neke standardne odklone. Koliko se odklanjamo povprečje te poti med to točko in točko, ki jo opiše stol. In to je tveganje, koliko nam bo cena zanihala. In kaj je zdaj ta Bollingerjev pas? Spet traderji, mislim, lahko se vam zdi ful idiotsko vse skupaj, pa je malo idiotsko, malo izgubi tistega džusa, ki bi rekel, dajmo ful hude matematike noter, dajmo ful hude filozofije noter, je ga, traderji tako delajo v real life-u, resnično. Nič bolj zapleten, pa nič manj zapleten, pa še eni donos s tem delajo. Če se cena nahaja na zgornji meji, je prodaja, če ne pa nakup. Kje so zdaj te zgornje meje? Pojmo pogledati. Zdaj zelo enostavno. Ok. Fx naredimo, deseča sredina adijo, ne rabite več. Bollingerjev pas, dva standardna odklona, to je tipič vrednost, ker tam pričakujemo neke normalne zadeve, etc. Ne filozofirimo preveč, še ben borznik ni preveč filozofiral, zato je toliko sranja na svetu, kolikor ga je, obdobje pa 10 dni zgodovine. V redu. Evo. In zdaj imamo zgornji pas, spodnji pas, ta sredina je pa povprečje. Nas pa zdaj zanima, kako se premika tale naša plava linija
ki označuje cene. Okay? Zdaj, kaj bi rekel za tole področje, ko je naše aktualne cene so udarile v zgornjo mejo Bollingerjevega pasu. To je pas, ki da dve skrajni vrednosti od povprečja navzgor. Tukaj začnemo prodajati. Ker se dotakne zgornje meje, dokamor cena še zaniha lahko, po tej logiki. Okay? Če sem na zgornji meji, pol hvala lepa, jaz sem svoje dosegel, lepo se mejte, jaz bom to prodal, pa naj se kdo drug s tem matra. Okay? Spravi, če pa se premika navzdol, pa bi zadelo spodnjo mejo, je pa nakup. Kaj je zanimiv, te Bollingerjevi pasovi niso enako široki. Zakaj? Zato, ker v področju, kjer je zgodovina opisana v teli krivulji cene, v tem področju, kjer je cena manj nihala, bodo tudi pasovi manjši. Okay? Če cena bolj niha, se pa pasovi začnejo širiti. Poglejte tukaj primer, ko je cena vztraja pri približno 47 evrih, so pasovi izjemno skrčeni. Tukaj, ko je cena naredila velik nekaj, so pasovi bistveno širši. Okay? Sprav, ne mislim, da obstaja en tak pas. Okay? V redu. Evo pogledati, če kakšen inštrument, oziroma kakšno strategijo. Še eden tak je, ki pa indeks commodity channel, CCI indeks. Kaj je posebnost tega CCI indeksa? Z njim poskušajo identificirati ekstremne dogodke. Kaj so ekstremni dogodki? To je tisto, kar je na borzi ponovadi najbolj donosno. Okay? Zakaj? Pri ekstremnem dogodku je ekstremna rast cene, to gremo v nakup, v long, ali pa ekstremen padec cene, short. To so tiste najbolj grozni dogodki, ki se lahko zgodijo, ampak hkrati najbolj donosni tudi. In tole je eden izmed takih indikatorjev. Ta se nahaja med minus 100 pa plus 100. 70–80% delnic se nahaja ravno tam. Ekstremnih dogodkov in delnic, ki doživijo ekstremne dogodke, je tudi malo. Okay? Kakšna je strategija? Če gremo nad 100, je nakup in to je, dokler ne pade pod 100. 100 je tista zgornja meja, ki je zadnja meja normalnosti premikanja te cene delnice. In se pravi, če jo prebije, je nakup, ker gremo v ekstremno dvigovanje cene delnice, prodaš pa, ko pade pod 100. Zakaj? Ker tam se začenja ekstremen padec delnice. Večinoma tega, kar vam kažem, so v glavnem navadne drseče sredine pa standardni odkloni. V resnici klale ni nobene posebne matematike. Dajmo tale CCI. Ki ga ni. Je. To sem že. 14 dni zgodovine bo za sabo vlekel. Evo. Sem si pa zanimiv primer najdel. Tale, kaj bi rekel za današnjega? Za današnjega je očitno za današnje trgovanje za Facebook delnico je očitno, da v tem razponu od 0 do 100, oziroma od minus 400, se Facebookova delnica premika proti 0. Okay? Tole nam bi začel nakazovati zgodbo, da bi mogoče bilo smiselno delnico kupiti. Ampak ne moremo iz tega čisto nič razbrati, ker ne kaže nobenega trenda. Okay? Kaže eno samo ravno linijo. Zato tole lih ni najboljša zgodba za opisovati. Potem je
še en del tehnične analize, zanimiv, zelo veliko se uporablja indeks relativne moči. Okay. Indeks relativne moči se nahaja med 0 in 100, vlade in s tem indeksom odkrivamo trende. Okay. Podane na zgodovinskih podatkih za različno obdobje. Mešamo trende, ne vem, za 10 dni, za 14 dni, naprimer pa za 10 dni. No, in če tale velja spet, tako spet vsi trader, če ta indeks relativne moči pade pod 30 in se dvigne, je to znamenje, da nakupujemo, da začnemo delnico kupovati. Če indeks relativne moči naraste na 70 in pade, začnemo prodajati. Okay? Ker to, da je narastel nad 70 in začne padati, je znamenje, da so preveč že kupovali to delnico, da je že doživela svoj zenit, glede na to, kaj zgodovinski podatki pravijo o delnici. Sprav znebijo se o čim prej. Če pa pade pod 30, se začne dvigovati, je pa jasno, da zgodovinski podatki kažejo, da so to delnico preveč prodajali in da prihaja v področje, sklepajoč na zgodovino, ko bo šla navzgor, ko bo šla proti neki zgodovinski tendenci. Okay? Zdaj, vsi vemo, kaj je problem v tej razlagi in v takem načinu razmišljanja. Zgodovina vsem pove samo, kaj se v zgodovini zgodilo. Ni nobenega resničnega zagotovila, da se bo to res zgodilo, da obstaja neka centralna tendenca proti nekemu zgodovinskemu povprečju. Lahko obstaja, lahko pa ne obstaja. Okay? Ampak te strategije uporabljajo in večinoma sveta deluje na tem. Kar vam lahko tudi pove, da je mogoče malo usupljivo šalabajzersko zastavljeno. Da svet pa ni toliko enostaven. Se pravi, dajmo pogledati RSI, indeks relativne moči, obdobje 14 dni, kaj nam pravi za Facebook. Poglejte, to je pa še lepš, kot je prejšnji CCI, prejšnji CCI indikator. Danes se nahajamo okoli 50. Kaj pomeni, da glede na zgodovino lahko trdimo, da delnica sploh, cena delnice Facebook ne izkazuje nobenega trenda. Absolutno ne moremo predvideti po temu indikatorju, indeksu, kaj se bo za ceno delnice zgodila, bo naraščala ali padala. Okay? Ja. Prvo vprašanje, a ta indikator je bil prejšnji v bistvu nekako isto zdaj povedal v tem primeru? Ja, razlika je v tem, da prejšnji indikator ekstremne vrednosti išče. Ne? Pogleda podatke nazaj za zgodovino in pove, kakšno je možno obnašanje, ne, ki nam reče, ok, zdaj pa prihajaš v ekstremne vrednosti padca in rasti. Tale pa samo pove, ne, kakšen je trend, ali je trend naraščajoč ali padajoč. Se pravi, ta je tako na easy in je uporaben za vse delnice ga uporabljajo, prejšnji, ne, pa deluje približno za 10 do 20% delnic, ki lahko izkazujejo ekstremne vrednosti. Je pa ful vprašanje. Hvala. Ok, se pravi, s Facebookom danes v bistvu, kakor kaže, ne bo nobenega kruha. To se ne bo išlo. Imamo še MACD in OSMA, ampak vas ne bi več s tem mučil. Ok, dajmo mi narediti nekaj. Dajmo poskusiti, glede na to, kaj smo zdaj povedali, kakšno delnico pa kupimo. Okay? Če ste pozorno sledili, strategije rečemo, da se delamo, da smo tipični borzni posredniki, ki trenutno sedi v New Yorku in gleda ameriško borzo. Pa bo zdaj naš problem rad. To so delnice na F. To so delnice na A. To so delnice na D. In abecede še zdaleč nismo izčrpali. Kaj je zdaj naš problem? Naš problem je, kot ena lahko pregledamo čisto vse delnice z vsemi indikatorji in se odločimo, da bomo nekaj kupili in kaj mislite, koliko bo pol ura, ko bomo šli čez 800 delnic.
2 zjutraj, to je pa že 6 ur potem, ali koliko, 4 ure potem, ko je borza zaprta. Ampak rečemo, da gremo na sigurno varianto, a ve kdo kakšen dober nakup do te dni. Kdo je šel kaj na borzo prejšnji teden? Pa je kaj dobro naredil? Ljubljanska borza. Zajebi to se radi. Twitter je zelo dober predlog. Twitter je to, kar se sprašval. Twitter. Nemo pogledati, kaj naredi za zadnji čas. En dan, en teden. Nimamo ga še en teden gora, ne? Zanimivo. Ne, 1 minuta pa ne, to je pa malo prehudo, 4 ure. Ja, ok. Twitter nam evidentno dela danes minus, ampak pogledajmo pa, kaj kažejo indikatorje. Indeks relativne moči. Nič se z njim ne dogaja, totalno je vržen na nulo. Okay? Dajmo pogledati desečo povprečje. Desečo povprečje. Tega vrnemo nazaj. Desečo povprečje, desečo sredina, ja. Ok, v redu. Ok, kva nam deseča sredina reče? Deseča sredina, zgodovina je nad aktualno ceno. Zgodovina je izkazala se, da je bila višja že cena, kakor smo jo zdaj dosegli. Kva bi s tako delnico naredili? Po tej logiki jo prodate. Nimate kaj z njo. Twitter, lepo se mejte, ne gremo se. Dajmo kupiti, tale je bil v zadnje čase uspešnica, LinkedIn. Tudi je v minusu, ne? Dajmo ga za što skupati, da bomo videli, kako nakup poteka. Kupam ga, 715 delnic, recimo, da je to malo veliko za nekaj, kar je dokazano pada. Tukaj lahko zapirate trgovanje z dobičkom ali izgubo, avtomatično vam sam zapira. Tako si to izberete. Dajmo ga kupati. Ok, smo ga kupali. Pa recimo, a imate še kakšno idejo, da gremo General Motors kupati, naprimer. General Electric, evo, dajmo še to, nakup. Pa jih dajmo tudi 100 kupati. Ok, tukaj imamo zdaj odprte pozicije, kva delam. Delam čudovit posel, 32 evrov sem že v sekundi izgubil. Vsaka mi čas, jaz vam predavam tukaj v tem, kako vi nalagite denar. Pa hotel sem to kupiti zaradi ene same poante. Zdaj jaz sem kar nekaj na tipku, 100 enih, 100 drugih. Kakšen imam zdaj to portfelj? To nima benega smisla. Vsaka delnica ima svoj donos in svoje tveganje. Tisto, kar mi nismo naredili, je optimalna kombinacija obeh delnic. Ko kupate ene, ko kupate druge. To je malo bolj zapleten tehničen primer, ki zahteva malo odvajanja, pa iskanja maksimumov. Ampak tudi to znamo narediti. In znamo narediti portfelj iz delnic. Na srečo imamo računalniške kapacitete dosti močne, da to že delamo, ampak tipično, in to še Nataša tika severa naslednji semester, bomo računali, koliko LinkedIna, pa koliko General Electrica bi mogel jaz kupiti, da bi to smiselno izgledali. Zdaj vsi vemo, da nič, zato ker to je res idiotski nakup bil. Ampak to je ene vrste analiza. Najdeli smo dva problema, ko je te vrste analiza. Prvi problem, ne znamo jih skupaj sestaviti v portfelj, koliko enega, koliko drugega. Lahko je ena bolj tvegana, pa ima ful visok donos, druga je pa manj tvegana, pa nizek donos. Kako ne zdaj skombiniram tveganja pa donosa? Tega ne znamo odgovoriti. Drugo, kar je očitno, da ne znamo odgovoriti, katere delnice vam pobrati. Ker jih je mnogo. Ampak ne sikerite se, če od enkrat do faksa prišli, pa bomo imeli 8 ur cajta, se bomo tudi to naučili. Kako se izbirajo delnice. Ampak je pa en način, kako pa lahko to prelisičimo vse skupaj, pa rečemo, ok, vem, kako bom delnice izbral. To je pa fundamentalna analiza.
Fundamentalna analiza, to je pa tisto, ki sem rekel, da izčrpa pa iz fundamenta podjetja. Kakšen je podjetje, koliko je dober. Tukaj matematika rata še za odtenek bolj enostavno, zelo idiotska. Prva fundamentalna analiza je, pogledate, kakšno je zgodovinsko razmerje ali pa samo trenutno razmerje v primerjavi z zgodovinskim med dividendo, ki jo da delnica, nagrado, ker ste delnico kupili, in ceno delnice. Tukaj imamo zgodovinske donose. Za Ameriko od 1871 do 2008. Tipično v povprečju lahko pričakujete skoraj da 5% donos na dividendo. Sprav, če bi kupil delnico, ki stane 100 evrov, bi po zgodovini pričakoval, da bi mi dala koliko evrov dividende? 5 evrov. In bi imel 5 deljeno 100, je 0,05, 5%. In bi rekel, toliko mi zgodovina daje. Če rečem, da je svet popolnoma determinističen in nič ne niha. Tole so najlepša leta ameriške ekonomije, ko so bile dividende zelo visoke. Najlepša leta v smislu za tiste, ki so delnice kupovali. Če ne, so pa to kjera leta malo pred pokom, velikim pokom leta 1929. Zdaj, v tem obdobju, za recent history, imamo zgodovinsko najnižje dividendne donose, ki se sučajo okoli 2%. Ampak tole, zakaj je to dobro? Za referenčno sliko. Če vam imate delnico, ki vam ponuja dividendni donos 0,5%, pol veste, da ste vi pod celotnim trgom in pod celotno zgodovino. In take delnice rečete, nikoli jo ne bom kupil na noben način. Če bi vam danes ponujala 20% dividenden donos, se pravi na 100 vloženih evrov v delnico, še 20 evrov dobiš dividende, pa bi rekel, hvala lepa, mi gremo na pijačo. To je bila res dobra ideja. Drug kazalec je, in ta je pa najbolj tipičen in ta prvi dan, če pridete na kjerokoli borzno-posredniško hišo, se vam tega v glavo vržejo in to je razmerje P skozi E. Kjer je P cena delnice, EPS, E, je pa zaslužek na delnico. Zaslužek koga? Podjetja. Koliko ima podjetje, koliko dobička odpade podjetja na eno delnico. In potem so indikatorji. Od 0 do 10, če je razmerje P skozi E od 0 do 10, potem velja, to je tipična analiza, ki jo delajo, da so delnice podcenjene ali pa da je podjetje v težavah. To je zdaj malo tako triki. Podcenjene je dober, podjetje v težavah pa ni dober. Zdaj nočemo imeti pomest ali. Kar pomeni, da moramo se malo pozanimati, kaj kupujemo pa kaj ne kupujemo. Od 11 do 17 trgovanje poteka po nekak fair ceni. Kaj je kle noter zakodiran v indikatorju P skozi E? Zakodiranje, kako trg bolj zaceni delnico, pa zakodiranje, kako je uspešno podjetje pri svojem poslovanju. Tukaj je enostavno razmerje. Od 18 do 25 gremo ali proti balončku, se pravi nek kipoči, ali pa imamo podjetje, ki ima zelo hitro in močno rast. 25 plus, tega več ne boste kupovali. Zdaj, če se jaz prav spomnim, mislim, da ima Gorenje indikator P skozi E okoli 600. Pa razmislite, koliko je to dobro podjetje. Mercator, mislim, da ima negativen P skozi E, kar je povsem možno. Cena je zagotovo pozitivna. Če cena ne bila pozitivna, pa bi v trgovini vam dali na blagajni in kruh, pa še oni bi vam z blagajne dali, taka štacuna dolg ne zdrži. Pa je pa negativen dobiček, kar je izguba. Zato je P skozi E tudi lahko negativen. Tole je zgodovina, kaj reče v P skozi E-ju, in sicer za ameriški borzni indeks Standard & Poor 5000. In sam iz tega gibanja lahko tudi ugotovite, kako je gospodarstvo šlo.
Zakaj? Ker sestavni del P skozi E je seveda tole, čisti dobiček na delnico. Če so čisti dobički na delnico zelo majhni, tudi gospodarstvo malo generira in ni neko jako gospodarstvo. Tukaj vidite približno, kako se poganjajo v zgodovini za vse. Okay? Ponovadi gledamo sektorske P skozi E. Od Krke primerjamo z Lekom in tako dalje. Še tretji, ta je tudi izjemno popularen, ROE. Temu se pa reče Return on Equity, donosna lastniška sredstva. Kaj sestavljajo tudi lastniška sredstva? Kapital, ki je definiran z delnicami. Okay? In ta ROE dobimo kot razmerje med čistim dobičkom in lastniškimi sredstvi. Koliko imate denarja v delnicah, ko se ga skupi? Število delnic, krat cena delnica. Okay? Velja, da večji kot je ROE, večji je donos na lastniška sredstva. Še enkrat, kaj je donos na lastniška sredstva? Moja lastnina je zagotovo, mislim, v Sloveniji to dvomljivo, ampak jaz vam ga zagotavljam, da tole je sigurno moje. No? Nisem nobenemu to ukradil, 2 evra sta moja. Ne? Če bi jaz zdaj ta 2 evra vložil v podjetje, pa bi mi pol podjetje vrglo ven 50 centov, ne? Bi imel jaz donos na lastniška sredstva 50 centov na 2 evra 25%. Okay? Zdaj, če bi imel donos naredil na 2 evra mojih lastniških sredstev, še 2 evra, imam 100% donos. Z tega vemo, da večji, kaj je ta ROE, boljše. Okay? Bolj je zdravo, bolj je uspešno, bolj je učinkovito podjetje. In kako se Warren Buffett na koncu odloči za delnice, ker on je pa ljubitelj fundamentalne analize, pogleda, kakšne so vrednosti za ROE, ta večje izbere. Tukaj imam na primer od 2.2 do 2.12 za Coca-Cola, Amazon pa Walmart Stores. Okay? Če ste vi zdaj lokalni Warren Buffett iz obale, kaj te vam potegnil, če bom samo eno izbrati? Zagotovo tisto delnico, ki ima največji ROE v zadnjem trenutku opazovanja, in to je Walmart. Kaj je problem s to analizo? Aha. Ja, 33 sem prav. Zdaj sem. Ok, Coca-Cola. Kaj je problem s to analizo, s temi primerjavami? Ja, Walmart pa Coca-Cola jih ne moramo primerjati. Če bi hotel vedeti, koliko je res Coca-Cola dobra po temu indeksu, pa bi mogli vzeti zraven Pepsi. Ja, ok? Ampak v osnovi vidimo, kako mehanizem deluje. Amazon, hvala lepa, ne rabite. Ok, a mi zdaj fundamentalna analiza pa kaj pomaga? Ma ja, ni. Takole naredim zadevo. Grem spet na internet. Ja, ne me še odjaviti. Jaz bi ta minus tudi zaustavil še kdaj. Tukaj vam pa piše, koliko imate keša na preizkusnem računu. Ok, in gremo na Yahoo. Ja, vem, ampak da vam tole se upišete. Yahoo, stok, kot delnica, screener. Okay. Yahoo Finance je ful dobra podatkovna baza za karkoli hočete, to je vrhunska zadeva. Kliknete gor. Eto, pa se gremo. Iz tukaj lahko zdaj izberemo, pa kje so tiste najboljše delnice po indikatorju fundamentalne analize, da jih damo v množico delnic, s katerimi trgujemo in pri katerih uporabljamo potem te instrumente, ki smo jih danes poznali. In recimo eno industrijo si izberemo, kaj kakor hočete industriji, da namo spet mešali Coca-Cola pa Walmarta, ne? Letalstvo. Letalstvo. Aerospace defense. A to hočeš? Ok, kje hočeš pa imeti? Vse, ne? Ok. Share price. Se pravi, najmanjša cena delnice, s katero bomo še trgovali. Ok?
Recimo, da smo zadovoljni tudi z delnicami, ki so 1 evro. Če imamo večje apetite, damo 100 evrov, sam pa nam je vse, kar je nižji, izpade. To pa ni dobro. Tržna kapitalizacija niti ne potrebujemo. Tržna kapitalizacija pove, koliko je vseh delnic od izbranega podjetja na borzi, koliko jih tam kotira. Zdaj, kar je tukaj zelo zanimiv podatek, to je amerikanščina, ampak 100 bilijonov je naših 100 milijard. Okay? Se upravi, obstaja v svetu delnica, ki kotira na borzi v teži 100 milijard. Ali kdo ve v razredu, koliko je slovenski bruto domači proizvod? Saj ta zadnji. 40 milijard. Ne, manj je, 37 milijard, pa zelo blizu. Spravi, imamo tukaj eno podjetje, ki je 3-krat teže praktično slovenske države. Takih je več. Pa pustimo. Donos na dividendo. To je tisto, kar smo prej delali, ko smo zgodovinske vrednosti delali. In smo rekli, v zgodovini se je izkazali v zadnjih, ne vem koliko, 120 letih, približno 5%, zdaj se gibljamo nekje okoli 2-3%. Pa recimo, da damo spet neko minimalno zahtevo 2%. Tukaj lahko tudi maksimalne določite. Jaz hočem čim več rešitev ven dobiti. Okay? Beta je en zanimiv indikator, ki kaže, kako gre sta skupaj delnica, ki jo izberemo, pa cel trg. Okay? Ampak kaže samo to, kakšno pot gre sta. Če hodita v isto smer, pa z enako jakim korakom. Ali pa hodita v nasprotne smeri. Okay? Ali pa sploh nista povezani. Ta beta bomo spustili. Tukaj imate še par drugih zadev. In naprimer, tukaj imamo P skozi E indikator. Recimo, da je minimalno, kar smo še pripravljeni kupiti, nekje okoli 10. Okay? Tudi 11 naprej nam začnejo šponati tisto, čemu se reče poštena cena. In ne rečemo, poišmi take delnice in take delnice ven izpadajo. Okay? Tukaj imamo dividendne donose, tukaj imamo indikatorje P skozi E. Indikatorji P skozi E, če bi jim verjeli, bi rekli, da so vse tele delnice spodobne in dobre. Kjere delnice kliknete klada, okay, in pogledate, kaj hoče. Pa se pa vrnete na plus 500, pa kupujete in prodajate. Tudi dividendni donosi so dobri. Tukaj imate pa še polhrnikov, linkov, ki vam dajo še dodatne informacije, kaj se dogaja z temi podjetji. Okay? Tudi kakšne so napovedi. Da vidim, kje je to. Evo, tukaj so napovedi za tekoče in za naslednjo leto, kaj se bo z njimi dogajalo. Tole sem zelo nesrečno delnico si izbral, ki še nima nobene napovedi, ampak ima pa za industrijo in za sektor, v katerem nastopi. Dajmo poskusiti drugo delnico. Evo, spet rdeče cifre vam negativne stvari predstavljajo, kar je zanimiv. Tale delnica, Excelis, ima napovedane negativne prihodke od prodaje za naslednje leto. Merjeno decembra in marca, na kvartalni in letni osnovi. Če pa pogledamo, kako izgleda, bi pa rekel, ok, povprečen dividenden donos zgodovinski, ki se je zdaj pojavil, kulje, je nad 11, kulje to bi kupili. Samo napovedi kažejo, da ta delnica ne bo vzdržala tega tempa in jo ne bi kupili. Okay? Se pravi, to je New York Stock Exchange, gremo pogledati, kaj se zelo dogaja. XLS. Ja, pa jih nimamo. Ni podejen. Podej. Excellence. Misliš to? Ne, bude E. Je, aha, si zdaj začel. Se že malo bogi. Excelon je. Zadnji. To ni že isto.
Okay. Ja, tudi nekaj. Ta cena je 17,29, tale cena je pa 10,89. V glavnem, ampak na ta način bi jo lahko lovili. Okay? In imamo že en način, kako smo zdaj naredili en filter, katere delnice pa bi pobrali, da ni treba čez 800 delnic klala je. Potem uporabljamo tele zadeve, ki niso nič več kot neki deterministični trendi, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih. Dovolj dobro, da 90% trga dela na temu in iz tega naslova tudi profitira. Okay. Še en kazalnik je razmerje cena in knjigovodska vrednost delnice. Zelo enostaven, če to razmerje pod 1, potem gre za precenjeno podjetje, okay, in tacga se losate. In obratno, če je nad 1, je to tista zgodba, ki jo pričakujete. Danes smo videli, da v bistvu je nekaj matematike zelo uporabno in da v bistvu matematika je tukaj enostavno, kot razmerja, relativna števila, osnovna statistika s trendi, da je dovolj oprijemljivo, da lahko začnete razmišljati o temu o finančnih trgih. Ko enkrat to zadevo usvojite, lahko dobite neko intuicijo, kam se trg giblje in kako gre, kako se vleče, kako se dogajajo stvari. Na temu pride pa res zanimiva matematika, ki se je reče kvantitativna analiza, ki jo tudi tukaj učimo, in tukaj pa polhen zadev. Ocenjujemo na primer bodoče cene delnic. Uporabljamo nevronske mreže, mi jih imamo v Excelu narejene in čisto podelujejo. Brownovo gibanje, to je nek stohastičen proces, naključen proces, ki upošteva, da svet ni absolutno gotov, tako kot smo mi delali z temi drsečimi povprečji, etc. Zdaj, kaj je problem tega? Zelo veliko matematike, ampak niso toliko boljši rezultati, ko uporabljate tele zadeve. Jaz sem se zelo veliko zahakal z Brownovim gibanjem, napovedoval cene delnice za naslednji dan, ni toliko zelo dobro tvar. Pa napovedna moč je nesla tudi samo do pol dneva ali pa kaj takega. Tisto, kar hočem reči, tole je, če imate pa, tole vam pa pride upoštev bolj, če imate radi malo analitičnega razmišljanja, malo abstrahiranja, malo teorije, da vas zanima, kako bi z modeli čim bolj poskusili opisati svet, ki vas obdaja. Kako bi o svetu, ki vas obdaja, čim bolj natančen način lahko razmišljali. Kako bi vse skupaj stisnili v par formul, da bi imeli tako kot eno poezijo napisano. Da ne rabite vojne in miru, ampak rabite samo par formul, lepih, elegantnih, zelo zgovornih, ki vam povejo, kaj se v svetu dogaja. Sprav, če ste bolj umetniška duša, vam bo ta matematika zelo lepo sedla na vas. Če ste res vlagatelji, ki bi se sam bolj tresali, pa vlagali denar, potem je čisto dovolj, da poznate take stvari, kot so relativna števila pa osnovna statistika. Tole seštejete, delite, spet primerjate z današnjo ceno, ko lahko na žepnem kalkulatorju naredite, kupujete, prodajate, če deluje za fucking cel svet, deluje tudi za vas. Okay? In še na koncu tale news trading, to si pa ne moremo privoščiti, to smo se strinjali, da bi v Chicagu mi zdaj server kupili, pa imeli robota, ki bi bil vezan na Bloombergov trgovalni portal, ker pride noter novica, pa da bi pol to novico že v eni sekundi imamo, pa nam sproži računalnik, pa kupi in proda, pač to pa ne gre. Tukaj noter, kdo sem pride? Tukaj noter tisti traderji, ki so bolj tako, da je več imamo pa poslovne rezultate, pogleda, ki so občutko povedali, ne pridejo noter. Tukaj ne pridejo taki romantiki, matematiki, ki radi opisujejo svet in imajo radi one tri enačbe, kot haiku matematični, da jo piše svet. Niti ne pridejo noter oni traderji, ki tole seštajajo, zdelijo pa hitro. Kaj pridejo noter računalničaj? To je samo zgodba za računalničaj. Kako narediti čim boljše algoritme, kako čim boljši robotki nastanejo, kako so najhitrejši možni prenosi in to je to. Stalo, Fed da podatek, koliko je obrestna mera, tako v 3 sekundah je vse že zaključeno in že odnese 30 000 evrov.
To je to, ne? Prav, tisto, kar je lepota tega, pa s tem bom zaključil to moje nabijanje, je, da v bistvu v teh zadevah se lahko vsi najdemo. A smo po duši malo bolj družboslovci, a smo po duši malo bolj naravoslovci, vsak bo pogledal svojega vidika. Če smo skeptiki, imamo tukaj celo zalogo vsega, da govorimo, deterministični modeli, pa tisto, ali kaj v life determinističnega. Kaj? Stohastični modeli, pa ti so trgam, kdo bo to preračunal, poveti pa isto, kot opica, ki Pikado meče. Ti si bebec. Okay? Vsak ima tukaj noter neko zgodbo, zato je to lepo, zato je to zanimivo. Zato vam predlagam, da kad domov pridete ali pa jutri, seveda na virtualnem najemnem karticah vaših staršev, se malo s tem poigrate. Pa vidite, kako svet deluje okoli vas. Koliko matematike je za vas še sprejemljivo, da s pomočjo nje razmišljate v svetu ali pa v vašem pokojninskem zavarovanju, če greste že ta denar vlagati. Ok, jaz sem tukaj zaključil. Hvala lepa. Če se kakšno vprašanje, lahko pogledamo, koliko je ta čudovit ekonomist naredil danes plusa. Minus 34 evrov, minus. Evo, mes je bil plus. Ja. Plus, da sem že imel. Ja, 20 evrov je bilo mes. A res, a kaj? Ja, meni se je zdaj tudi padel. Čakajmo, upejmo, upejmo. Čeprav vsi indikatorji kažejo, da je to za nič nakup, ampak mi upejmo. Se pravi, pozabil sem povedati, da obstaja očitno še metafizična komponenta, ko molimo k Nasdaqu, da se nas usmili in dvigne ceno, ker zdaj smo si to že zaslužili 300, kad smo molili Nasdaq nas, ki si v New Yorku, prosim, daj nam donos. Okay? Vprašanja? Kakšna korelacija med temi 4 metodami? Med prvima dvema je očitno ful. Če greš izbirati delnice, greš najprej fundamentalno, pa jih tehnično preneseš. Tehnična pa kvantitativna, ta s težko matematiko, sta zelo blizu, ker je ta s težko matematiko 2 koraka naprej od tega. Ta s težko matematiko pravi, vse, kar imamo, so številke, mi ne rabimo vedeti v drobovini podjetij, se pravi fundamentalno analizo izključi. Zdaj, ta news trading, ta je pa najbolj kmetavzarski. Dobra informacija, ok, kup. Slaba informacija, prodaj. Sploh ni bene tehnike, ni bene matematike, ni česar, sam koliko hitro računalniki lahko dirkajo in koliko dober je robot, ki to dela. So pa te vse 4 šole neskončno in smrtno skregane. V tišini pa največ posla naredijo v moje 80-85% za neko kombinacijo fundamentalne pa tehnične analize. To je pa v praksi tisto, kar se zgodi. Kje so bile tvoje molitve uslišene? Kaj? Molitve tvoje. A jaz so bile 1,49. Dobro, še kakšno vprašanje dajte. Minus 11,90, robot mi ni hotel strejdati. Čakamo še, da pride nazaj na zeleno. Ja, spet do 10 še gledam. Ja. Kaj je tam se da dobiti recimo podatke, če bi to pogledati, katerim podjetjem dobro gre v tem tednu ali kaj takega? Ja, tukaj cele kupe stvari se spremljajo. To so sprotni podatki, ki se dogajajo. Tukaj so zgodovinski podatki. Samo malo klikanci je treba navesti, je res zelo enostavno. Je pa vse not. Saj veste, ne vem, če veste za slovensko borzo, vsaj mlajši generaciji bom pokazal. Slovenska borza, boste imeli tudi fundamentalno analizo noter, Ljubljana Stock Exchange, LJSE. Ljubljanska borza, ljse.si. Pa si pojmo pogledati ta čudež od naših podjetij. Recimo vrhunski nacionalni interes Mercator, MILR, tečaj 79, 1% je zrastel, tukaj imate tržno kapitalizacijo, skoraj 300 milijonov. Pa pogledamo finančni kazalniki, ok, to so čisti hardcore, vrednotenje.
P skozi E, okay, takrat mogo biti od 11 do 20, je minus, ker je izguba. Ne? P skozi B, ki bi mogel biti nad 1, če je nad 1, potem trg više ceni, koliko je knjigovodska vrednost, se pravi, je potencial v tržni rasti, je pod 1. Dividendna donosnost je pa relativno velika, vemo, zakaj so kaj velike dividendne donosnosti. Ja, treba je malo ven pobrati, dokler je še cajt, kako pa lažji, pobereš malo koliko z dividendo. Še ena stvar, da vas bo zabavala, bom pa res nekaj bolj šitati. Gorenje. Okay. Poglejmo njegovo zdravje. Zdravje pa skozi je 1268. Strinjali smo se, po vse, kar je nad 25, je ekstremen balonček. 1268, se pravi skoraj da 60-kratnik, pa pravi, da jaz ne bi bil rad zaposlen v tem podjetju, kaj še ne bi kupil njegovo delnico. P skozi B je skoraj da 0, se pravi, trg vrednoti to zelo malo, obstaja pa knjigovodska vrednost. Dividendna donosnost je pa tudi izjemno žalostna. Ne? Zdaj, ja veste, kakšni so tipični donosi, ki jih vi lahko pričakujete. Na trgu je tipičen donos 10%. To se je zgodovino izkazali, da to je en tak donos, ki si investitor obližal vse prste. Ni velik, ampak je logičen in je smiselen in je fajn. Koliko je tveganje? 20%. Kaj 20% pomeni? Zelo grobam, če dam noter 100 evrov, me lahko na koncu leta čaka 120 evrov ali pa 180 evrov. Okay? Vse ostalo je, ali pa 80, pardon. Vse ostalo je ali pretirano nihanje, ne, ali pa nerealno mehno nihanje. Zdaj, kaj je res neumno? Neumno je vlagati v kjerkoli finančne instrumente ali pa investicije, ki nosijo manjši donos, kot je inflacija, ker pomeni, da vam realno vrednost premoženja se zniža. Donos je manjši kot inflacija, pomeni rast cen vam požre tisto, kar ste naredili za investicijo. Pa nerealno je pričakovati, da bodo donosi 30%, sploh pa ne 900%. Če vam kdo reče 900 in tega v Sloveniji ful in trdijo, da je to s Forexom naredijo, z razmerjem deviznih valut. Če vam to rečejo, pa veste, da vas eni na teguni in hočejo pridobiti, da jim date denar. 10% donos je fajn, 15 je odličen, enkrat v življenju, tudi 30 lahko dobiš, pa 20% nihanje cene. To je to. Vse ostalo veste, da so na tegi. Če ne se še enkrat... Ja. V Kopru je polno pekarn, ne? Recimo, pek porabi 1000 evrov na dan stroškov ima za pripravo, proda pa za 2000. Spravi, vsaki dan ima 100% donos. Na mesec ima 3000% donos. Na leto ima... Prvo, odvisno v kakšni panogi si, ne ene panoge so dobre, sam pekar tipično ne bo izdal delnice, ker to malo preveč stane. Drugo je pa ne vem kva, ko mi ful vroče, ko je noter, da sem si že čist zgubil. Ampak ja, obstajajo take panoge, tudi vedno je tipično, da so prva leta ustanovitve enega podjetja zelo lepe rasti. Ampak to so tipično podjetja, so DOO-čki, SP-čki, ki ima prvo leto ima 5 poslov, naslednjice pa malo zve, pa ima 30 poslov, pa ima, ne vem, 500% rast prihodkov. Ni to ista zgodba kot delnice. Delnico, da boste dobili, da raste, da imate cel let zgodbo višjo kot 15%, ala vam vera. Oziroma, morate biti zadovoljni s tem. Kar je zdaj slaba stvar je, če ste normalen povprečen državljan, pa imate 1000 evrov za vlagati, prvo boste naredili 15%, ampak to je 150 evrov vsega skupaj. Razen, če naredite finančni vzvod, 1:20, pa vi vložite 1000, pa v resnici igrate z 20 ker vam jih je en posodil, pa na koncu tedna fotor rečete, žal mi je, kartico sem ti spraznil do kraja, eni naslednji teden se pridajo v našo hišo vse, ampak vedi pa, da boril sem se pa na bolj, pa sem se zdal in mogel.
Dobro, potem upam, da je vsak našel kaj zanimivega zase v tem predavanju. Še enkrat hvala lepa.